Kakšni so danes pogoji za zdravljenje bolnikov, glede na to, da v sistemu nikakor ne pride do sprememb, ne glede na to, da bi bila reforma nujno potrebna? Ali danes sploh še lahko govorimo o kakovosti in varnosti zdravljenja? Pogoji se slabšajo. Težko govorimo o tem, da bi kakorkoli bili pogoji zdravnikov pri njihovem delu boljši, ne? Predvsem zaradi tega, ker pač zdravnikov je vedno manj, odhajajo v pokoj, mladih zdravnikov ne zanima več toliko to delo v takšnem sistemu oziroma v takšnih pogojih dela. In zaradi tega se potem tudi za paciente pač dejansko ti pogoji niso takšni, kot bi morali biti, in se tudi za njih recimo to odraža v slabših odnosih, slabši komunikaciji, v slabšem načinu zdravljenja in na koncu tudi v slabših rezultatih zdravljenja, ne. Kako denimo vi to občutite pri svojem delu? To se pravi, zdravniki smo bolj ali manj, odvisno pač na delovnem mestu, katerega zasedaš oziroma kjer pač delaš, so različni ti, recimo eni so zelo obremenjeni, eni so malo manj obremenjeni, mogoče so eni ravno prav obremenjeni, na splošno so vsi preobremenjeni. Tako tisti, ki obravnavajo paciente v ambulantah, ne, kjer je absolutno mora obdelati nesprejemljivo število pacientov, kar se po moji oceni oziroma po oceni Fidesa ni izboljšalo v teh 2 letih, kar je bil sklenjen sporazum in podpisan sporazum, ne. In tudi recimo, kar se tiče recimo problema, ki smo ga imeli v mariborski bolnišnici v zvezi z anesteziologijo, ne, ki se zdaj pač, problematika se je prenesla tudi sedaj na primarni nivo, ne, se vodstvo, novo vodstvo UKC Maribor zelo trudi, si prizadeva z zaposlovanjem zdravnikov, kolikor je pač to možno dobiti, ne. Stanje se je nekaj izboljšalo in s tem, da s pomočjo ljubljanskih kolegov nekako zagotavljamo tisti, recimo vsaj minimalni standard varnosti bolnikov in nekega normalnega dela zdravnikov specialistov, ne. Obenem pa omogočamo tudi neko bolj normalno specializacijo zdravnikom anesteziologom, ne. Tako da je nekje, bom rekel, kar se tiče specifično tega problema, je stanje boljše, ne. Ampak poslabšuje se pa seveda na drugih področjih, ne, kjer je zaposlovanje bilo tudi minimalizirano, kadrovski, to je sistemizacija bila na minimumu, ne, in seveda potrebe po zdravstvenih storitvah so pa vedno večje, ne, in potem še kakšen tak obupa in odide in potem seveda tisti, ki ostanejo, so dosti bolj obremenjeni, ne. Neverjeten je pravzaprav podatek, da trenutno v UKC Maribor primanjkuje približno 70 specialistov. Ja, to je zdaj podatek, ki je verjetno realen, ne. Prej so pač nekako se izogibali temu, da je nekje jasno se vodstvo jasno izjasnilo, da recimo koliko specialistov dejansko potrebuje, ne. Nekako je mogoče to bilo zaradi tega, da ne bi vzbujali preveč, bom rekel, panike med bolniki, ne, ampak to je začetek, ne, recimo, da ugotoviš koliko toliko realno stanje primanjkljaja zdravnikov, ne, lahko na ta način tudi načrtuješ v prihodnosti, kaj je potrebno narediti, ne. Zdaj, v kakšnem času pa je možnost to realizirati, je pa seveda drugo vprašanje, ne.